Jaz sem bil prvič v državni zbor izvoljen leta 1996, takrat kot župan Tržiča, in ta prve 2 meseca sem imel takoj izkušnjo napada, recimo, druge strani. Namreč ni mi manjkal en glas za izvolitev dr. Drnovška za predsednika vlade. No in kot sem kasneje izvedel, so poiskali izmed vseh poslancev desne opcije pomladnih strank, tiste, za katere so menili, da najbolj potrebujejo denar zaradi zadolžitev, zaradi česarkoli. No in so ugotovili točno številko mojih kreditov v bankah in so mi ponudili za glas takrat 500.000 mark, to bi bilo danes 250.000 evrov. In istočasno so poiskali tudi Cirila Pucka, ki je pa seveda bil res do grla zadolžen, jaz sem na svoje kredite poplačal malo prej, pa to niso vedeli. In takrat je hodil razopit Igor Šimanc, kasneji tako zvani železničar, pa tip, ki je bil, sicer so še zmeraj v kontaktu prijatelj, ampak njega so pač najeli, da to poskus narediti. No in seveda se jim to ni posrečalo. Jaz sem iz svoje varnosti, zato da sem sebe zaščitil, to zadevo celo posnel na en majhen kasetar in to zadevo seveda kasneje tudi prijavil, skupaj sodelovali z našo stranko. No, na kar se je seveda začela čista agonija, namreč ta zadeva nikoli ni doživela epiloga. V roke so jo dobili kranjski kriminalisti in policaji, so zdaj v samem vrhu te policije kranjske. Takrat so novinarjem vsem lagali, da bodo zadevo pač preverili celo v Belgiji, ali gre za ta prave glasove, ali mogoče kakšna finta z naše strani, vendar so to zadevo enostavno spustili oziroma pospravili predal in jaz mislim, da še danes tam stoji. Torej, da gre za podkupovanje, je bilo očitno takrat, in se je pa ta agonija moja politična začela naslednji dan po razkritju te umazanije. Jaz sem bil potem približno 44krat prijavljen in obtožen na sodišču, da sem imel kar svoj šotor, da sem čakal kar na naslednjo obravnavo. Z isto policijo kranjsko so naredili grozno umazane finte. Jaz upam in sem srečen, ker vidim, da resnice vendarle prihajajo na dan, samo nam je treba da občakati, da se bo tudi to razkrilo, da vse, kar sem bil preganjen, kar je bilo represije nad mano, nad mojo družino in kar sem bil obsojen, brez pravih dokazov, da bo prej slej prišlo nazaj v obliki resnice, ker se je pač enostavno ne da zatajiti zgodovina toči. V glavnem, če danes to trdi, da kupčevanje ni, laže ljudem, govori neresnico o samem o sebi, se prepričuje, kako je čist in dobro, vendar to ne drži. V državnem zboru posamezniki so in še vedno trgujejo za osebne koristi, trgujejo za denar. Vprašanje je, koliko je kdo do tega dovzeten. No, pri meni se to pač takrat ni posrečal, kasneje nikoli več niso probali, ker so mi imeli malo zaprenevarjanga, da bi se take stvari še spuščali. V glavnem pa, veste, ena stvar je lobiranje za denar oziroma nagovarjanje k sprejemanju daril, v narekovajih tudi drugih koristi, druge stvar je dogovarjanje med sabo, kako bo kdo glasoval. Jaz se spomnim tega, je bilo zelo veliko pri sprejemanju novih občin. Takrat so seveda prosili ljudje za glasove, da podpremo posamezen primer in je to pač dopustno, ker vsak strokovnjak, ki se vtakne v nek zakon, ki ga seveda sprejemajo poslanci, ki niso strokovnjaki, ampak za marsikatero področje popolni laiki, mora imeti podlago v nagovarjanju. Jaz pravim, to je posebno legalno in pravilno, ampak če pa nekdo reče, glej, bomo mi dali zakon o zaščiti nevarnih psov, pa te imaš 10.000 evrov, da boš ta zakon podprl, zato da bodo psi še vedno grizali naprej, če bodo zdravili, to pa zame kriminal. Tega se pa ne preganja. Ali obratno, preganja se vaše, ne preganja se pa naše. Zdaj po vprašanje, na kateri strani si. Jaz žal nisem na tisti strani njihovih.